Potekajo občinski derbi med nogometaši Domžal in Radomljami. Še nikoli v zgodovini Radomlje niso dale gola proti Domžalam v prvi ligi. Letos pa še vedno nimajo zmage v našem tekmovanju in so še vedno na povsem zadnjem mestu. Obetal se je enosmerni promet in začel je tokrat Batrović v drugi minuti, potem pa konkretnejše Radomlje v nadaljevanju prvega polčasa. Priložnost za Šipka, ki je streljal, in to je bila dobra obramba Miliča, ki je žogo odbil v kot. Še napad za Radomlje, Cerar je prišel do strela z glavo in streljal visoko čez gol. Zaključek prvega polčasa pa je pripadel Domžalam, streljal je Repas, a tokrat ni bil najbolj natančen, žoga je šla kar krepko mimo vrat. Potem pa drugi polčas in hladen tuš za Domžalčane. Prvi gol v zgodovini za Radomlje proti občinskemu tekmecu. Zadetek je zabil Filip Janković, nogometaš, ki je posojen iz Domžal v Radomlje. Tekla je 54. minuta. Sam pred Miličem je bil Janković in popeljal goste do prednosti. Domžalčani so poskušali odgovoriti, tole je bila priložnost za Široka, ki pa je zgrešil in meril visoko čez gol. V zaključku tekme priložnost za Domžale in strel Slobodana Vuka, ki je vstopil v igro v tem drugem polčasu, zamenjal v polčasu že Manceja, a tudi Vuk se tokrat ni znašel najbolje in streljal mimo vrat. Še zadnja akcija tekme, tekla je predzadnja minuta, napaka v domžalski obrambi in do žoge je prišel Nunić in premagal Miliča še drugič na tekmi. Gol za Radomlje 0:2 in tekma je s tem tudi bila odločena. Prva zmaga letos za Radomljane, lepa zmaga in lepa spodbuda za zadnji dve tekmi, ki bosta v naslednjih 2 tednih pred zimskim premorom. Nunić je postavil končni izid tekme, Domžal Radomlje 0:2. Velika zmaga gostov in hkrati eno izmed največjih presenečenj letošnjega prvenstva. Čestitke Radomljam za zmago, to, kar smo bili pod nivojem v vseh fazah igre. Faza obrambe nekako predaleč od igralcev, mislim, da smo zelo malo žog vzeli. Nekako tudi v fazi napada nekako nismo našli nobene rešitve. Tudi, bom rekel, v prekinitvah dejansko v vseh nismo bili niti blizu gola, tako da veliko razočaranje. Ja, jaz mislim, da smo igrali zelo dobro, po moje ena najboljših tekem v sezoni. Težko je, če celo sezono ne zmagaš, ampak mislim, da smo si to zmago zaslužili in upam, da jih bo še več naprej.